Pozdravljeni, z nami je Uroš Brežan, kandidat na listi Svobode na volitvah za Evropski parlament. Gospod Brežan, pozdravljeni. Lep pozdrav. List Svoboda nastopa na tokratnih evropskih volitvah s sloganom Več svobode v Evropski uniji. Trenutno imate eno poslanko v tem sklicu Evropskega parlamenta. Koliko več svobode pričakujete v naslednjem mandatu? No, v naslednjem mandatu pričakujemo vsaj 2 izvoljena poslanca iz naše liste, mogoče 3, ukolikor bo do zvezde in kampanja šla v pravo smer v zadnjih 2 tednih, ampak mislim, da pa vsaj 2 evropska poslanca bi na tej listi morali dobiti. Poimensko imate kar močno listo, če ne najmočnejšo izmed vseh 11 kadrovsko gledano, ne? Na njej je ena evropska poslanka, več nekdanjih ministrov, vključno z vami, pa tudi nekdanji predsednik vlade, poslanki, v bistvu pa tudi mlada sila, vodja, torej podmladka Svobode. Je to recept za dober rezultat na volitvah? Res je, ta naša lista je precej heterogena, prinaša veliko izkušenj, na drugi strani pa tudi neko mladostno zagnanost in prav kombinacija ljudi, ki imajo izkušnje z različnih področji, ki segajo v različne sfere družbenega življenja, ki nagovarjajo različne ciljne publike in imajo ugled v državi, v Sloveniji, tudi v svojem lokalnem okolju, je gotovo prava zmes, ki lahko odgovarja na potrebe volivcev. Kaj natančno pa je recept za uspeh na volitvah? Se mi zdi, da se vsake volitve z kampanjo, z izzivi, ki so v tistem trenutku pred državo, pred Evropsko unijo, pred nami kot celim svetom vedno znova postavi in na nek način vsaka lista posebej išče odgovor na to vprašanje, dokončen odgovor pa vedno podajo volivci. Sodeč po sestavi same liste, imate precej kandidatk in kandidatov, ki dajo velik poudarek varovanju okolja. Ali to pomeni, da se v naslednjem sklicu Evropskega parlamenta nagibate bolj k zelenim kot liberalcem? Mislim, da je naša lista kar primerna kombinacija obeh teh 2 usmeritev, tako zelene kot tudi sredinske liberalne politike. V zadnjem času se veliko govori o tem, da je Evropa z samim zelenim dogovorom zašla, da to ni bila prava smer oziroma da bi ta zeleni dogovor morali zastaviti drugače. Sam se s tem, lahko rečem, ne strinjam, tudi zaradi mojega dolgoletnega dela na mestu župana, pa tudi zaradi ministrske funkcije, ki sem jo opravljal in kjer se je zelo dobro in natančno videlo, pa to bodo gotovo vedeli in občutili so to tudi gledalke in gledalci, pa državljani in državljanke Republike Slovenije in cele Evrope. Požari, suša v letu 2022, ki je prizadela prav slovensko Istro, in potem požari na Krasu, pa potem poplave v lanskem letu v celi Sloveniji, predvsem na Koroškem, Savinjski dolini, pa tudi na Gorenjskem, so pokazale, da so podnebne spremembe dejstvo. Že dolgo nas strokovnjaki opozarjajo, da bodo taki ekstremni vremenski dogodki vedno pogostejši in da bodo vedno bolj intenzivni. V to smer gre žal svet in to predvsem zaradi človekove aktivnosti, zaradi tega, ker smo in preveč segrevamo ozračje, tako s CO2 kot tudi z drugimi invazivnimi plini. In odgovor gotovo na to je zeleni dogovor, je prilagajanje na podnebne spremembe in tudi blaženje podnebnih sprememb. In ena od pomembnih tem, ki bo v naslednjem mandatu Evropskega parlamenta na mizah poslancev, tudi držav članic in komisije, je prilagajanje na te podnebne spremembe, še posebej tisto, ki govori o tem, da bo potrebno zavarovati vodo in narediti vodno infrastrukturo in naša mesta
domovanja bolj odporne. In tu je tista tema, za katero bi se sam želel še posebej potruditi in kjer bom vložil veliko energije za to, da bo Evropska unija ta zakonodajni paket, ki ga bo imela na mizi, prilagodila na tak način, da bo Slovenija v prihodnje z tega vidika bolj odporna, da jo bodo taki ekstremni dogodki lahko manj prizadeli. Prav tako kot seveda cela Evropska unija. Vidite Evropsko unijo kot gonilno silo na tem področju, ki bi spodbujala ukrepe, ali menite, da se da tudi na lokalni ravni, na ravni nacionalnih držav storiti več po tem vprašanju? Ključno je tukaj sodelovanje. Gotovo je Evropska unija tista, ki mora z vrha postavljati pravila in osnovne in strateške ukrepe in na te morajo potem znati poiskati odgovore tudi države skupaj z lokalnimi skupnostmi. In prav ta cela vertikala od Evropske unije pa do lokalne skupnosti se mi zdi ključna. In ljudje, ki smo ali pa ki bodo v prihodnosti delali in imajo izkušnje z vseh teh treh ravni, se mi zdi, da lahko največ pripomorejo k temu, da bodo ukrepi, ki se bodo na najvišji ravni, se pravi v Evropski uniji, Evropskem parlamentu, oblikovali taki, da bodo imeli maksimalno možne učinke in bodo najbolj operativni tudi na terenu, kjer se bodo izvajali. Ali poleg okoljskih izzivov prepoznavate še kakšne druge izzive kot pomembne za Evropsko skupnost in jim nameravate posvečati svoj čas in energijo v primeru izvolitve v Evropski parlament? Sam sem za svoje 3 teme postavil najprej okoljske in prilagajanje podnebnim spremembam, prav zaradi ujm in nesreč, ki so nas prizadeli v preteklosti in za katere vemo, da bodo vse pogostejši in na nje moramo najti odgovor in postati bolj odporni. Druga točka, za katero sam vidim, da je velika potreba tudi pri nas v Sloveniji, da se z njo resno spoprimamo in verjamem, da lahko naredimo več, kot smo doslej, je kohezijska politika. Zato, ker menim, da si res vsak kotiček te države zasluži priložnost za razvoj in z vidika Evrope je druga najpomembnejša politika, tudi po obsegu sredstev, ki je za ta namen določen, kohezijska politika, poleg seveda prve, ki je kmetijska. In kohezijska politika odgovarja na potrebe čisto vseh prebivalcev z spodbujanjem različnih infrastrukturnih projektov, tako denimo vodooskrbe, infrastrukture, tudi vlaganj v kolesarske poti in številne table z znakom Evropske unije vidimo lahko danes po celi Sloveniji in to je tista točka, kjer lahko naše politike še izboljšamo. In kot župan sem se veliko ukvarjal z pridobivanjem evropskih sredstev, tudi z različnimi projekti, denimo kinogledališče v Tolminu ali pa obnova šolskega centra sta 2 taka projekta, za katere smo kar znatna sredstva pridobili, pa še številni drugi so. In vem, kako izgleda, ko moraš kot investitor, kot prosilec, kot lokalna skupnost zadovoljiti neke potrebe, ki jih imaš in zato prosiš Evropsko unijo. In z tega vidika menim, da lahko pripomorem tudi na nivoju Evropske unije, ko se bo ta kohezijska politika za naslednje obdobje oblikovala, da pridemo do sistema, ki bo čim bolj naklonjen lokalnim skupnostim, da bodo do teh sredstev prišle čim lažje in jih bodo lahko izkoristili na najboljši možni način. Hkrati pa si bom seveda prizadeval tudi za to, da bo za Slovenijo v tem kohezijskem kolaču na voljo čim več sredstev. Slovenija bo v novem sklicu Evropskega parlamenta imela 9 evroposlank in poslancev. Kaj to v praksi pomeni za vpliv Slovenije na ravni Evropske unije? Ali lahko 9 posameznikov v Štrasburu oziroma v Bruslju kaj stori za izboljšanje položaja Slovenije v Evropski uniji? Več kot 700 je vseh evropskih parlamentarcev, z tega vidika številka 9 ne izgleda zelo pomembna ali pa taka, da bi lahko imela prevladujoč vpliv, vendar sam na drugi strani menim, da lahko že en
evropski poslanec naredi razliko, vkolikor je dovolj aktiven, vkolikor ima dovolj izkušenj, vkolikor ima dovolj pravih povezav. In sam lahko rečem, da sem v svoji dosedanji politični karieri vsi te povezave gradil tudi na nivoju Evropske unije, tako kot tudi države Slovenije. V 4 mandatih, ki sem jih oddelal kot župan v Tolminu, sem bil tudi državni svetnik. Na ta način sem dovolj dobro spoznal tudi nacionalno politiko, ki sem jo seveda še pobliže z vidika izvršilne funkcije ministra za okolje in prostor in potem za naravne vire in prostor spoznal tudi v zadnjem času. Hkrati sem bil pa kot župan tudi član odbora regij, član slovenske delegacije in na ta način pa sem spoznal tudi tisti evropski način dela, ko prihajajo na mizo vsi predlogi Evropske komisije in je se potrebno z njimi ukvarjati, dajati pobude in jih poskušati izboljševati. Tako da v svojem delu sem si nabral tudi kar nekaj kontaktov po celi Evropi in menim, da bi iz tega vidika lahko zelo kompetentno zasedal tudi mesto evropskega poslanca, ki bi ga izkoristil seveda za to, da poskusim narediti največ, kar je možno za Slovenijo. Kako pa ocenjujete uspešnost delovanja slovenskih evroposlank in evroposlancev v preteklih mandatih? Slovenija je namreč članica Evropske unije že dobri 2 desetletji. Sam vidim, da so bili na določenih področjih nekateri poslanci posebej aktivni. Vidim pa, oziroma moj občutek je, da bi z boljšo povezavo z evropsko in nacionalno ravnjo, tudi do same lokalne ravni, tu lahko naredili kaj več. Poznam tudi nekaj poslancev, ki prihajajo iz drugih držav in vidim, da se ti poslanci ukvarjajo tudi z nekaterimi večjimi regionalnimi ali pa nacionalnimi projekti pri njih. Tam poskušajo odigrati vlogo mogoče mediatorja, nekoga, ki poskuša sestavljati to sestavljanko, ki jo rabiš, da nek velik projekt pripelješ k koncu. In to se mi zdi tudi neka vizija in način, na katerega bi sam rad deloval. Pri naših evropskih poslancih tega v neki veliki meri, dovoljšni meri do zdaj nisem zaznal. Ne pravim pa, da seveda niso bili uspešni in aktivni vsak na svojem področju. Vidite torej prostor za izboljšave? Gotovo vidim prostor za izboljšave in za nek svoj pristop in svoj način dela. Na našem obalnem koncu oziroma v slovenski Istri, pa tudi čez mejo na hrvaški strani, je odmevala odločitev Evropskega sodišča za človekove pravice, ki je zavrnilo tožbo slovenskih ribičev vezano za globe, ki jim jih izdaja hrvaška država ob ribolovu čez sredinsko črto Piranskega zaliva. Kaj menite, da lahko kot potencialni evropski poslanec ali pa izvoljeni evropski poslanci storite za uveljavljanje interesov Slovenije na tem področju ali pa z vidika primoranja Hrvaške k spoštovanju arbitražnega sporazuma med državama? Najbrž zelo kompleksno in težko vprašanje. Gotovo je cilj Slovenije, da obdrži arbitražno razsodbo tudi glede Piranskega zaliva. Zato je ta sodba na nek način razočaranje, najbrž pa se je treba vseeno z njo sprijazniti. Sodišče je svoje povedalo. Mislim pa, da je potrebno po diplomatskih kanalih tudi na nivoju vlade in evropski poslanci bodo eden od akterjev v teh zgodbah še vedno poudarjati to, da je za nas arbitražna razsodba tista, ki mora postati dokončna, da je potrebno v tej zgodbi na vsak način pomagati
tudi slovenskim ribičem. Ne smemo pa s to pomočjo si zapreti vrata do tistega našega glavnega cilja, se pravi do uveljavitve in do tega, da je arbitražna sodba tisto, kar je za nas, lahko rečem, sveto. Verjamem, da bo tu potrebno kar nekaj potrpežljivosti in usklajenosti vseh slovenskih akterjev, ki bodo delovali na različnih nivojih, od vladnih, ministrstva seveda za zunanje zadeve, pa parlamentarnih, domačega parlamenta, Evropskega parlamenta in diplomacije. In verjamem, da če bomo znali te nivoje poenotiti, vemo, kaj je naš cilj, da bomo z leti, s potrpežljivostjo do tega tudi prišli. Poleg samega težava, torej z arbitražnim sporazumom in določanjem meje na morju med Slovenijo in Hrvaško, je lokalno pomembna tema v našem okolju tudi vprašanje oskrbe s pitno vodo oziroma vodooskrbe. Menite, kot nekdo, ki je imel vpogled v te zadeve tako z lokalne ravni, kot pozneje z državne vlogi ministra, in če se razplete po vaših pričakovanjih z evropske perspektive, da je moč kaj storiti tudi iz Evrope za izboljšanje pogojev za reševanje težav z vodooskrbo na lokalni ravni? To je gotovo mogoče. Že v tem trenutku je država Slovenija in s pomočjo tudi mojega takratnega ministrstva zagotovila, da imamo za reševanje problema vodooskrbe slovenske Istre na voljo 92 milijonov evrov v tej finančni perspektivi, to je do leta 2029. Sedaj vem, da se tako istrske kot kraške občine, tudi notranjske, trudijo, da pridejo z rešitvami, ki bodo povezale vse tri vodovodne sisteme, mogoče še tudi ilirsko-bistriškega, kar je bil eden od ciljev, ki smo si ga takrat zastavili. Poleg tega bo potrebno se ukvarjati tudi z vodnimi izgubami. Tudi tu izgubimo precej vode in do leta 2029 verjamem, da bomo s sredstvi, ki so na voljo, lahko bistveno izboljšali situacijo, ki je trenutno v slovenski Istri. Tu lahko rečem, da je treba pohvaliti župane, tako istrskih občin kot tudi kraških. Še v času mojega ministrovanja smo se pogovarjali o tem, da je nujno potrebno priti do nove pogodbe o dobavi pitne vode, in župani so razumeli, in to ni bila lahka naloga, da je to naloga, ki je predpogoj za to, da bodo lahko v prihodnosti sodelovali, in so tudi do te pogodbe prišli. Vem, da zdaj nastaja skupni projektni svet za ta projekt vodooskrbe slovenske Istre in kraškega zaledja, in verjamem, da bodo tudi tu našli pravo mero za sodelovanje in tudi pomoč s strani ministrstva, ki bo potrebna za to, da bomo v naslednjih letih prišli do točke, ko nas ob napovedih bolj sušnih poletij ne bo več skrbelo za to, ali bo iz pipe tu v slovenski Istri pritekla voda ali ne. Z tega vidika je pomembno pa tudi to, da za dolgoročno oskrbo bo najbrž potrebna tudi akumulacija. Govori se o Kubedu ali o akumulaciji tukaj v bližini. Tudi zato se sedaj pripravljajo vse potrebne podlage, bo pa potrebno za to nekoliko več časa, kajti tu je potrebno izpeljati še vse postopke umestitve v prostor, ki ne bodo enostavni, vendar tam potem, ko zaključimo s to srednjo fazo, srednjeročno fazo, za katero so že na voljo sredstva, vzporedno lahko potekajo vsi ti postopki umestitve v prostor, in na to pa pridemo lahko tudi do akumulacije, ki bo lahko rezervni vodni vir tudi za druge povezane vodovode, tako za Kras kot za Notranjsko in mogoče Ilirsko-Bistriško. Na ta način bi dolgoročno rešili vprašanje vodooskrbe za celotno to območje, in verjamem, da bi tu lahko marsikaj prispevala tudi Evropska unija
v smislu strategije prilagajanja na podnebne spremembe, ki jo bo potrebno tudi na nivoju Evropske unije, o tem sem že prej govoril, tudi sprejeti. Evropska unija spodbuja tudi čezmejno sodelovanje, torej sodelovanje med regijami na različnih straneh državnih meja. Ali vidite tudi pri reševanju težave z vodooskrbo v naši regiji nek potencial v čezmejnem sodelovanju? Tudi, gotovo. Jaz verjamem, da potencial za sodelovanje vidijo tudi na drugi strani, na Tržaškem. Tudi tam potrebujejo rezervni vodni vir in dolgoročna rešitev, o kateri sem pregovoril, bi gotovo tudi zanje pomenila neko olajšanje in možnost rezervnega vodnega vira, ukolikor se pri njih na primarnem vodnem viru zgodi kakšna nesreča. Tako da gotovo. Smo pa, ko smo zastavljali rešitve za vodooskrbo slovenske Istre, želeli najprej poiskati rešitve znotraj države Slovenije, potem pa seveda gledamo tudi čez mejo. Evropa nam je gotovo te možnosti dala in konec koncev tudi z Interregovimi projekti take stvari spodbuja. Ko sva že pri čezmejnem sodelovanju, aktualno je tudi vprašanje izvajanja nadzora na državnih mejah, ki je nekako v nasprotju z duhom Schengenskega sporazuma. Kako vi gledate na vzpostavljanje mejnih kontrol, recimo med Slovenijo in Italijo ali pa Slovenijo, Avstrijo, Slovenijo in Hrvaško? Gotovo ne z naklonjenostjo. Mislim, da smo se vsi v zadnjih letih razvadili, če tako rečem, ali pa vzeli to prednost, ki Evropska brezmejna unija ponuja kot nekaj, kar nam je zelo drago, zato nam vsem skupaj zelo težko pade, ko se zopet postavijo policijski avtomobili, mejne kontrole in sam to vidim predvsem kot stisko Evrope, ki je na nek način pod udarom migracij, migrantov, ki pa so na drugi strani zopet ljudje, ki so v stiski in iščejo samo boljše pogoje za svoje življenje. In Evropa je očitno tista, ki jim to ponuja. Sam menim, da bo z migracijami v tej povezavi seveda potrebno upravljati, ne bojo izginile. Verjamem, da je tu v prvi vrsti potrebno spoštovati človekove pravice in narediti vse, da tudi tisti, ki prihajajo, imajo vso potrebno oskrbo, ki jim jo zagotavljajo mednarodni sporazumi. Hkrati pa je seveda potrebno poskrbeti tudi za varnost. Verjamem, da bo Evropa tudi s tem, ko bo v prihodnjem sklicu Evropskega parlamenta naravnana tako, da bo v prvo vrsto postavila pridobitve Evropske unije, kot so pravna država, kot so človekove pravice, prišla do tega, da bomo kmalu lahko opustili mejne kontrole, da se bomo počutili varne in da bomo na drugi strani zagotovili vse pravice, ki grejo tudi ljudem, ki so v iskanju boljšega življenja pripravljeni in želijo k nam. Ko govoriva o migracijah z njimi oziroma z različnim pristopom k obravnavi težav oziroma problematike migracij, je opaziti tudi porast razmaha, da imamo tako reči, desnega ekstremizma po Evropi. Videli smo številne recimo napade na nemške tudi kandidate na evropskih volitvah strani predvsem desnih skrajnih skupin. Ocenjujete, da gre pri tem za velik varnostni problem ali samo posledico nekega predvolilnega dogajanja, ki je, bom rekel, šlo izpod kontrole? No, volitve gotovo malce ogrejejo ozračje in v takem ozračju so ponavadi bolj verjetni dogodki, ki smo jim bili priča zdaj v Nemčiji. Jih je pa potrebno obravnavati z vso možno skrbnostjo. Vemo, kaj je ekstremizem Evropi prinesel, kaj se je dogajalo v Evropi pred drugo svetovno vojno, kaj smo zaradi fašizma izkusili tu na Primorskem in te lekcije zgodovine so pripeljale do Evropske unije, ki je projekt utemeljen na miru in projekt utemeljen na toleranci,
na spoštovanju človekovega dostojanstva in kakršnikoli napadi in kršenje tega gotovo ni v evropskem duhu. In tudi z tega vidika upam, da bo sestava Evropskega parlamenta taka, ki bo najostreje obsojala in sprejemala vse potrebne ukrepe, da do takih dogodkov v prihodnje ne bo več prihajalo. Da si bo trudila za mir, da si bo Evropa trudila za mirno sobivanje različnih skupin in držav. Če bomo pozabili na temelje Evropske unije, potem se nam vsem skupaj ne piše najboljše. Zato verjamem, da bo tu prevladal razum in modrost. Evropska unija je nastala tudi iz potrebe oziroma želje, da se zmanjša možnosti za oborožene in druge konflikte v Evropi. Danes pa imamo na samem robu Evrope, torej na njenih vzhodnih mejah, praktično vojno v Ukrajini. Imamo nestabilen bližnji vzhod, od katerega, ne vem, je od Cipra samo nekaj 100 kilometrov ali pa navtičnih milj, ne? Pa Evropa nekako ne deluje popolnoma enotna z vidika odnosa do teh dveh vprašanj. Ne? Odstopanja so recimo do vojne v Ukrajini na Madžarskem, ne? Tudi Slovaški se je pripisovalo, bom rekel, odmik od evropskih stališč. Po vprašanju odnosa do palestinsko-izraelskega konflikta pa se zdi, da je Evropa še bolj razdeljena, tudi notranje. Ne? Kako vi opazujete to, bom rekel, razdvojenost Evrope po ključnih vprašanjih, ki lahko predstavljajo tudi varnostne izzive za prihodnost Evropske unije? Mislim, da je eden ključnih izzivov Evrope gotovo mir in varnostna situacija v tem trenutku. To je tretja tema, za katero si tudi sam želim prizadevati. In to, kar se nam v tem trenutku dogaja z vojno v Ukrajini, kar Evropa ni izkusila praktično od druge svetovne vojne, če seveda zdaj preskočimo dogajanje na Balkanu v 90-ih letih, potem vemo, da bo potrebno v naslednjem mandatu Evropskega parlamenta priti do tega, da Evropa postane močnejša, da začne o teh vprašanjih govoriti z enim glasom. To je potrebno še toliko bolj zaradi tega, ker se vidi, da nekako izgubljamo korak z velikimi globalnimi silami, kot je Kitajska in pa Združene države Amerike. In če bomo želeli to ujeti, če bomo želeli postati tudi konkurenčnejši, če bomo želeli ohraniti socialni model in blaginjo za Evropejce in vse, ki v Evropi živijo, potem bo ključen odgovor treba poiskati tudi v odnosu do teh konfliktnih situacij, tako v Ukrajini, kot tudi na Bližnjem vzhodu. Glede same Ukrajine sem prepričan, da mora Evropa kot Evropska unija stati ob strani vse do tistega trenutka, ko bodo Ukrajinci pripravljeni za boj, jim je potrebno dati vse, kar potrebujejo za to, da se branijo. In verjamem, da bo Evropa ta odgovor skupaj tudi našla. Na Bližnjem vzhodu pa je zopet še ena taka situacija in tu bo najbrž rešitev dveh držav, to, kar sedaj govori tudi vlada z priznanjem Palestine, bomo šli v to smer. Verjamem, da tudi ostala Evropa počasi zadaj, najbrž pa bo za to območje potreben nek poseg. Sam razmišljam o tem, da bi bilo najbrž primerno, da bi se vzpostavile neke mirovne sile, sestavljene iz evropskih sil Združenih držav Amerike in najbrž tudi arabskih držav, da bi v naslednjem desetletju mogoče nekaj več stabilizirale ta prostor. V nasprotnem primeru je tako žarišče v neposredni bližini Evrope velika nevarnost. Povejte mi še v zvezi s tem, kako gledate na, torej ali gledate z naklonjenostjo ali skepso poskusom oziroma
debatam o možnosti ustanovitve torej enotne evropske vojske, torej vojske Evropske unije, pa tudi vzpostavitvi enotne zunanje politike. Danes Evropska unija nastopa sicer kot samostojen igralec, ampak posamezne, predvsem močnejše države članice pa komunicirajo in ravnajo tudi na lastno pest. Res je, najbrž se prav popolnoma ne moramo znebiti tega, da bodo države v nekaterih stvareh ostale tudi samostojne in želeli imeti svoj glas. Sem pa najbrž nakazal odgovor tudi že pri prejšnjem vprašanju. Ja, sam menim, da bi Evropa morala postati močnejša, da bi morala govoriti z enotnejšim glasom, ko govorimo o teh pomembnih zunanje političnih vprašanjih, in da bi tudi, kar se varnosti tiče in svoje vojske, počasi morala iti v smer večje neodvisnosti od Združenih držav Amerike. Vidimo, da je neka strateška samostojnost na vseh področjih, ko govorimo o razmerih med velikimi globalnimi silami, izjemnega pomena. In tu bo Evropa, če bo želela obstati, če bo želela napredovati, ohranjati svoj socialni model, morala najti svoj odgovor na ta ključna vprašanja. Za konec se vrniva še k samemu dnevu volitev, torej 9. junija, ko bodo potekale volitve v Evropski parlament, bodo potekali tudi 3 referendumi s 4 referendumskimi vprašanji. Glede na to, da prihaja pobuda za te referendume, ki so sicer posvetovalne narave, strani vlade in tudi podmladka stranke oziroma gibanja Svoboda, sklepam, da ste do teh referendumskih vprašanj opredeljeni v smislu, da podpirate predloge, ali so bili referendumi razpisani z namenom, da se preveri utrip javnosti ali morda s kakšnim tretjim? Referendumi so bili sklicani predvsem s tem namenom, da o teh 3-4 pomembnih vprašanjih dobi politika usmeritev tudi od ljudi. Sam menim, da je v tem trenutku glede vseh 3 referendumov oziroma 4 vprašanj na voljo dovolj informacij. Hkrati pa se mi zdi, da so ta vprašanja tudi na nek način zelo intimna in da se lahko vsak posameznik do njih opredeli brez nekih res poglobljenih analiz. Taka odločitev, ki jo bodo ti referendumi prinesla, bo gotovo usmeritev za politiko, ki bo potem morala pripraviti zakonodajo. Verjamem, da seveda v taki smeri, kot jo bodo pokazali volivci. Govorim zato, ker so to posvetovalni referendumi. Vendar pa sam sem velik zagovornik demokracije in referendumi so gotovo tisti mehanizem, ki demokracijo in voljo ljudstva postavljajo na najvišji možni nivo. Zato vabilo gotovo vsem volivkam in volivcem, da pridejo 9. junija na volišča, izrazijo svoje mnenje in verjamem, da bo to tisto, kar bo potem tudi politiko, ki bo morala pripravljati zakonodajne rešitve, usmerilo na pravo pot. Glede na to, da kandidirate z 9. mesta na listi Svobode na volitvah za Evropski parlament, sklepam, da podpirate tudi idejo uvedbe preferenčnega glasu na državnozborovske volitve, kajti z 9. mesta je edino realno, da se v Evropski parlament uvrsti nekdo s pomočjo preferenčnih glasov volivk in volivcev. Res je, evropske volitve so volitve, kjer so naši volivci in volivke zelo dobro spoznali, kaj to preferenčni glas je. Skoraj 80% vseh, ki so volili na zadnjih evropskih volitvah, je to možnost uporabilo. Se pravi, je volilo preferenčno, ne samo za listo, ampak je hkrati obkrožilo tudi kandidata.
Zato mi 9. mesto pomeni, da sem na nek način izpostavljen, kajti čisto psihološko pogledamo, ko nekdo bere listo ali pa seznam, zelo hitro pade v oči tisti, ki je prvi, pa na koncu tudi tisti, ki je zadnji. Z tega vidika imam lahko mogoče tudi prednost pred tistimi, ki so nekje sredi te liste. Sam si gotovo prizadevam za preferenčne glasove, menim, da bi z svojimi izkušnjami in z tem, kar si sam prizadevam, kar sem že pokazal zdaj v dosedanjem življenju in svoji karieri, lahko zelo dobro opravljal tudi vlogo evropskega poslanca, seveda pa odločitev prepuščam volivkam in volivcem. Je še kaj, česar vas nisem vprašal, pa bi radi zaupali tistim, ki gledajo našo televizijo? Mogoče samo to, da izkoristijo priložnost, ki jo ponujajo volitve, da ne ostanejo doma, naj izberejo tistega in tiste, za katere menijo, da bodo najbolje zastopali interese Slovenije tudi v Evropskem parlamentu in ki bodo lahko največ naredili za to, da bomo v Sloveniji v prihodnje varni in da bo to država blaginje, ki bo na voljo za vse. Gospod Brežan, hvala, ker ste bili danes naš gost. Hvala vam.